Sedaj vidimo eno enačbo druge stopnje, ki je težko jo rešiti, ker ko rabimo formulo in dobimo pod korenom eno število plus en koren. In torej tisto je težko napisati v drugi obliki. Sedaj vidimo, kako lahko napravimo take enačbe, se večkrat pojavijo, medtem ko rešujemo trigonometrične enačbe. Zdaj bomo vedeli zakaj. Torej, x, 1, 2, gremo po formuli, minus b, torej b je minus v oklepaju 2 plus koreno 3, torej minus b bo kar 2 plus koreno 3. Plus minus, kvadratni koren, b na drugo, torej, ko mi damo na drugo, ta minus postane plus, ga lahko zanemarimo. In torej damo to v oklepaju 2 plus koreno 3 na drugo. Potem minus 4 ac 2 krat koreno 3, vse skupaj vlomljeno 2. Tukaj imamo kvadrat binoma, tukaj imamo formulo, vsekakor rešimo 2 na drugo, prvi na drugo, 4, plus 2 krat prvi krat drugi, plus 4 koreno 3, plus drugi na drugo, ki je 3, minus 4 krat 2 je 8, 8 koreno 3, vse skupaj vlomljeno 4. Sedaj, zato da bomo rešili, bodimo pozorni prav na te tri člene, ki smo jih dobili iz kvadrata binoma. In torej, sedaj samo zračunamo 4 koreno 3 minus 8 koreno 3, vse drugo pustimo nespremenjeno zaenkrat. Torej, 4 koreno 3 minus 8 koreno 3 je minus 4 koreno 3. Ja, in sedaj primerjamo ta dva izraza tukaj. Vidite, da sta enaka, razen predznaka. Tukaj je plus, tukaj je minus, kot tukaj imamo a na drugo, plus minus 2b plus b na drugo. Menja samo ta znak in torej tukaj imamo a plus minus b na drugo. Torej, ta prvi, ki sem ga obkrožil, prihaja od 2 plus koreno 3 v oklepaju na drugo. Torej, ta drugi bo 2 minus koreno 3 na drugo. In ta je prav ključ za to, da to rešimo. Torej, 2 minus koreno 3. Sedaj se uniči ta kvadratni koren in ta druga potenca. Imamo 2 plus koreno 3 plus minus, pustim oklepaji, ker je tukaj plus minus, 2 minus koreno 3, vlomljeno 4. Sedaj lahko ločim na dve rešitvi. Torej, prepišem 2 plus koreno 3 in sedaj izberem predznak minus, torej minus, menja oba, minus 2 plus koreno 3. Vse vlomljeno 4. Potem tukaj izberem plus, plus 2 minus koreno 3, vse vlomljeno 4. Sedaj se uničita 2 in minus 2, koreno 3 in minus koreno 3. Koreno 3 plus koreno 3 je 2 koreno 3, vlomljeno 4. 2 plus 2 je 4, vlomljeno 4. Tukaj 2 in 4 se krajšata, dobimo koreno 3 polovic. 4 deleno 4 je 1, smo dobili obe rešitvi. Torej, koreno 3 polovic in 1 sta vrednosti, ki sta dve znani vrednosti, ki jih zavzameta funkciji sinus in kosinus. Zato sem rekel, da se lahko pojavi taka enačba, medtem ko rešujemo nekatere trigonometrične enačbe. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.